Spoštovani, če se strinjate, bi počasi začeli s tem pogovorom o ulici, sproščenim pogovorom o prevozu naših velikih eksponatov, prevozu podmornice, čolna, lokomotive, vsega tega, kar smo v teh letih vozili. Namreč, park vojaške zgodovine je širše poznan prav po teh XXL eksponatih, ampak na nek način se nas oblikujejo s tem, ko jih imamo v muzeju, ampak po drugi strani nas tudi sam transport teh eksponatov, nas je pomembno zaznamoval, vplival na našo prepoznavnost. Zato smo se odločili narediti ta pogovorni večer, pogovorno ulico, posvečeno temu, da nekako belodanno si povemo, mogoče tudi kakšno tako skrivnost, ki smo jo že skoraj pozabili, na nek način nastane tudi nek video zapis tega, da so silno moderni ti podcasti in se to snema in posluša, ampak mi smo ga naredili v živo, bo pa tudi viden seveda na YouTubeu. Med nami bi pozdravil župana, na nek način je bil zelo aktivno, tudi po vseh teh prevozih udeležen. Podmornica je bil takrat še v bistvu čisto s naše strani občinski projekt, pa bi mogoče dal za par besed župana na začetku, da nas vsaj pozdravi. Prosim. Lepo dan želim, imenitna ekipa na vrhu. Vsi ostali vzeli čas danes za ta pogovor. Pomad je tu zvečer, in jih je kar precej pogovorov, da park tudi na to temo predajanja en kup stvari, informacij, zgodovine tudi strani občine, da smo veseli, da park definitivno napravlja svoje poslanstvo, kako smo se ga zamislili, in se reče dostakrat še v duši, kot smo se zamislili. Zaradi tega se veš, nek si nastaviš, neko projekcijo, pa stvari tečejo svoj pot, včasih bojiš, ponavadi se nič bolj optimistično nastaviš. Ampak ja. Velik izziv, zagotovo so bili tile veliki eksponati, in vem, da vem, da tudi vse poštimano, kako bo povedal. In to je, ko bom ničkano znali. V bistvu smo se ukvarjali z podmornico. Leta 2011 je bil prevoz. 2010, recimo, prej. Podmornica je bila že 2008 donirana, Republika Črna Gora je 2008 donirala Republiki Sloveniji. To je ministrstvo za obrambo, ki bi moralo takrat zagotoviti prevoz, pa se nikakor ni uspelo, torej ti Intereuropa je bila takrat prevoz ni uraden in leta so se vlekla. So obljubili in tu so nekako se bil občutek, da se trudijo pride do rešitve za ta prevoz. In pa smo dobili eno ponudbo, pa smo rekli, dobro, da bomo zadosti na podmornica vprašali, da razrezali, nek se bo zgodilo z gospodom Pogačem, oziroma Pogačnikom smo hodili to gledati, pri parku, vsaj smo gledali v Črni Gori. In potem kar naenkrat, da ne bom dolgo vesel, ta šor je precej dobro. Kar naenkrat dobimo, in priča Janko dela, sluši, nekdo je klical, da bi to podmornico gratis propelal. Zdaj bi poslušali, verjetno nema smisla, da je nekaj našpilati. Nekaj ni v redu. No, ampak veka zlomka, na konci se vrtela zadeva, tako da spodsedano, še enkrat z moje strani, hvala lepa. Dvigo vsem, ki ste v tej zgodbi igrali pomembno vlogo, da so ti, tako Janko reče, XXL eksponati tukaj, začetkom res s podmornico, pa pa še kup drugih eksponatov, ki včasih rečem tako neprijetno besedo, ker te se sliša tekle, ampak ja, velikih eksponatov, ki definitivno dajo odločeno težo v parku vojaške zgodovine. Namesto vse teme. Hvala za povabilo. Zdi se mi super, da imate te podmorničarske vikende oziroma dogodke, take in drugačne.
In tudi hvala lepa vsem odborničarjem, ki vas je še kar nekaj, ne, ki prideste in svojo zgodbo tu z prve roke poveste. Mislim, da tu imamo tako posebno težo tukaj. Lep dan. Župan, hvala lepa. Hvala za nagovor in pohvale. Torej župan me je prehitev, ne, in zdaj pa res moram predstaviti nad moje goste tukaj za mizo. Silvano Kronjali iz podjetja Celintir je bil tisti možakar, ki je takrat poklical, ne. Ki smo vsi prepričani, da se nekdo iz nas dela norca, no, čeprav tak lep izraz, ne. Ker res praktično 3 leta so minila, ko smo se podajali te pobude med Ministrstvo za obrambo, občina potem so financirala, pa se bo zagotovilo ta denar, ne. In potem nekdo pokliče in reče, da bo to pravno razplačano. Silvano Kronjali, da. Na drugi strani sta pa z mano Janez in Miha Jeraj iz podjetja Dvig. Namreč podjetje Dvig, kot bomo videli tudi naprej, v tej predstavitvi se bo vrtela pred nami, je pomembno v vseh teh letih pripomoglo v vseh teh transportih XXL eksponatov. Če se strinjate, bi šli mogoče najprej skozi eno kratko predstavitev tega transporta Podmornice, zgodbe Podmornice, ker nas je na nek način združila, to partnerstvo, ki se potem v vseh nadaljnjih letih pojavlja tukaj na tej lokaciji. To je Podmornica 513 Zeta, ne, je bila narejena leta 1985, torej pred 40 leti, letos slavi 40 let, ne, zato je tudi mogoče ta naš podmorničarski vikend letos še malo bogatejši kot drugače. Ne smemo mimo Podmornice, da ne omenimo admirala Marjana Pogačnika. Admiral Marjan Pogačnik je bil svoj čas poveljnik jugoslovanske podmorniške flote in po osamosvojitvi, ko so se enkrat zadeve umirile in tako naprej, ko je prišel v pokoj, si je zadal za neko življenjsko poslanstvo, da prepelje eno od jugoslovanskih podmornic v Sloveniji. Namreč delež Slovencev, podmorničarjev, v svoj čas, tako v Kraljevini Jugoslaviji, kot v socialistični Jugoslaviji, izjemno visok. Danes so pa, če včasih uporabim ta izraz, ne mi ne zamerijo, izumirajoča vrsta. Namreč podmorničarjev slovenska vojska nima več, vsej vzhodni jadranski obali ne več, tisti, ki so bili podmorničarji leta 1991, še imajo podmorniško označko in nihče drug, ni. Tako da gre za nek spomin, neko tudi znanje, neka tradicija, ki se jo skuša ohranjati in Marjan Pogačnik se je zavedal, da je treba prepeljati Podmornico, ne bo postavljeno nek spomenik, ampak to nikdar ne bo to. Podmornica bi predstavljala nek živ spomin, kamor bi se ta tradicija vrtela. Marjana Pogačnika tukaj vidimo na skrajni desni. Torej, zdaj ste bili v Podmornici, videli ste jo, veste, to je serija 6 diverzantskih podmornicih, Podmornica Zeta Una. Leta 2008 je Republika Črna Gora, je Republika Črna Gora sprejela sklep, vlada Republike Črne Gore, da eno od podmornic donira Republiki Sloveniji. Res je šlo za vztrajna prizadevanja tako admirala Pogačnika, kapitana Vojgota Gorupa in drugih, ki so se takrat osnovali tudi v društvo podmorničar, ta živa želja, da bi pripeljali eno od podmornic v Slovenijo. Če gremo še malo nazaj, takrat je bila živa ideja, da se pripelje eno od velikih podmornic, 60-metrsko podmornico, in bilo je tudi načelno soglasje Republike Črne Gore, da bi prišla po morju in bila parkirana na obali, ampak na našo srečo so takrat obalni župani izrazili nasprotovanje temu projektu, da to pomeni militarizacijo slovenske obale, in takrat smo mi iz parka predstavili lonček, ker pač 60-metrske se sem upilko ne bi dalo prevleči, ta pa je bila možna. Tako da, zatem, ko je bila podmornica dvignjena iz morja,
V Tivatu se je začela njeno očiščenje, priprava na transport, odstranitev akumulatorjev. Tudi so ključno vlogo igrali spet podmorničarji, tudi v tej navezavi s svojimi kolegi v Črni gori in podmornica je bila v neki tehnik v bistvu pripravljena za transport. Bila je tudi pokompletirana, kup stvari je bilo na njej manjkalo v teh letih, ampak so tudi z drugih nekaj pobrali. To je ta udarna ekipa z admiralom Pogačnikom v tisti rumeni majici, pa te plavi Vojko Gorup. In se pa začne že transport. Prva faza, ko se pelje iz Tivata v pristanišče Bar. Kot sva že prej že županom povedala, šlo je za to, da se je res 3 leta vleklo, vse do tega čudežnega klica, ki se nam je zgodil. Admiral Pogačnik je šel pa dol v Gorico, Silvano. Mogoče se spomnite tega, kako je bil ta prvi sestanek. Ja, nekako povedi. Vse veš, kako je šlo. Torej, izkazalo se je, da je klic resen in da ima možakar, ki je bil na drugi strani telefona, resen namen podmornico pripeljati. Zdaj, ni bila njegova prva podmornica, bil je udeležen že pri prevozu ene velike podmornice, ki so jo vozili tam malo po letu 2000 v Milanu, bistveno večja, velik transport. Če sem prav razumel, Silvano je šlo tudi prečno po avtocesti in v delu, Je bilo skrimal velik, res obsežen velik transport. Naša je šla potli iz Tivata v Bar, pristanišče v Bar, pa čez, torej v Bari, v Italijo in pa vzdolž Italije vse do občine. Na občine smo jo počakali, vsi veseli, bali smo se zapletov, posebej nam, Silvano je vlival neko samozavest, ampak mi smo bili pa res, za nas je bil tudi prvi tak transport. Tako da županom vem, da smo šli potli dol, počakati takrat na Fernetiče. Tam smo jo opremili s slovenskimi zastavami in pa nazdravili seveda, admiral Pogačnik, tudi nismo mogli skrivati veselje. Naslednji dan je bila nedelja, prav cvetna nedelja, se spomnim, da je bila, torej 17. aprila, danes, ki je podmornica prišla v Pivo. Še te krivine, po katerih se je uspela, te serpentini tukaj skozi park in prišla gor na plato, namreč podmornica je bila 4 leta in pol zunaj. Ko je prišla v Slovenijo, mi smo imeli tukaj v muzeju pravega prostora, zadosti velikega prostora, da bi lahko shranili, da bi lahko razstavili, tako da je bila postavljena zunaj. To je bila svečanost takrat ob tem prehodu. Zatem bi pa zelo hitro stekla obnova. Ministrstvo za obrambo je takrat prek Vojaškega muzeja, ki je bil tudi lastnik eksponata, zagotovila sredstva in stekla obnova. Tukaj velja izpostaviti tudi društvo podmornikov, ker so s svojim delom, s svojim entuziazmom izjemno povezani. Dosti pomagali pri tej obnovi, posebej pri delih, ker je potrebno neko strokovno znanje, ki ga ne more obnavljati en avtoličar, ampak kamor je potrebno neko strokovno znanje. Podmornica je bila potli do septembra že obnovljena in ob našem takrat festivalu vojaške zgodovine sredi septembra že slovesno odprta za javnost. Velik dogodek, prišel tudi črnogorski minister za obrambo, ki nam je takrat tudi bistveno vplival na prepoznavnost. Park vojaške zgodovine je, tako smo včasih rekli, pred podmornico, po podmornici, pred Kristusom pa po Kristusu, je predstavljal neko pomembno prelomnico. Mogoče Silvano je pa res čas, da kakšno rečete v tem transportu. Nimam glas. Mogoče vsaj, zakaj ste se odločili takrat? Vse veš, zakaj smo se. Ale ti si pa Zakaj smo odločili?
Takrat ste mi rekli, da vi ste dolgo let delali v Fadžolju, tam veliko prevoznikov, ne? In on je takrat, ne vem, da je bilo to konec 90-ih, verjetno prepeljal tisti zvon iz Rovereta v Rim, ne? Na blagoslov. Ne, Sledite si. prišel je iz Castelmonti, Reggio Emilia, Rim, papežu, in šel v Loreto v Apostolstvo. In tam je se začelo cestno podiranje. Tako da ste bili prepričani, da z enim dobrim delom bo zalaufal do tisto. Ja, dokler nas ni Ukrajina zdaj zrta. Ne, sej vem, ker čutim še toliko bolj to hvaležnost, ne, ker niste takrat zahtevali nobene promocije, ne, nobenega javnega hvaljenja, celo prosili ste, ne bomo zadržani v tem objavljanju, tako da je šlo res za eno iskreno darilo. Tukaj seveda se je pojavil v tej zgodbi tudi dvig, ne, ga bomo videli naslednjič. Vi ste že prej nekaj sodelovali, ne, pri kakšnih drugih rečih. Ja, samo prvikrat, kad sem poklical in da Karli, vse da je Ta podvojenca pri nas, kot vidi, da ste doživela mrske, ne, to je bil žlet leta 2014, ne, ampak že naslednje leto smo mi zgradili ta paviljon, ne, ker zato smo se prizadevali podvojenco čim prej spraviti pod strelec. Treba ste si predstavljati prvič, da gre za edinstven eksponat v nacionalnem merilu, torej iz tega vidika neko veliko nacionalno vrednost, to je trajno se hrani in zaradi tega odzuni to na nek način ni mogoče. Druga stvar je pa sama komoditeta obiska. Podvojenca je eksponat številka 1, obisk notranjosti podvojenca še zmeraj najbolj pohvaljenih, zaželjenih delov. Zdaj tukaj v slabem vremenu, ne, velik problem, sneg, led, dež, ne, še bolj pa poleti, ne. Podvojenca se segre, ne, mi smo sicer noter montirali klimo, ampak v bistvu nemogoče je bilo ohlajati, ne. Tako da je bilo, recimo poleti, sredi sezone, naval obiskovalcev, ne, ki že daje toploto, pa še v tej pečici sedeti. Torej, 2015 smo v okviru enega večjega evropskega projekta zgradili ta paviljon in jo preselili. Tudi to ni bil hec, ne? Namreč spet je bilo treba naložiti prav paviljon, ne? Ampak takrat smo bili že uigrana ekipa. Dvig, Cem, Tir in mi. Spomnim se, da je bil ta serpentina tukaj, ki je šla gor relativno gladko, je predstavljala pa resen problem, ne, velik izziv. Mi smo v tem času uredili infrastrukturo, zgradil se je nov paviljon, ta prostor se je za spoznanje zmanjšal, ne, in pa tudi nisem Silvano, da že za same lege, ne, ker je pač drugače obrnjena, je predstavljen konec. Ja. Ampak konc dobro vse dobro, ne? Šlo je čez ovink in pot v nov paviljon. Tukaj se je seveda izkazal dvig, ne? Ker jaz vedel sem, da znajo stvari dvigen na kamion pa s kamiona, ne? Ampak to stvar je bilo treba pripeljati tudi noter, ne? Ker pa ni mačji kaše, ne? Zdaj, vi poleg pač same teh dvigal in teh stvari se ukvarjate v bistvu tudi s selitvami teh velikih strojev. Ne vem, Janez, Miha, kdo okej? Tudi vi tudi. Ja, mi smo sodelovali pri prvič na znanjih na to podvodnica. Smo sodelovali pri razgovoru podvodnice. Obenem pa tako, kot je Janko prej povedal, to je bil nek trenutek prelomni, da smo nek kontakt med seboj naredili podjetje Dvig in muzej Bilka. In Silvano vsi skupaj nekako smo začutili en drugega. Najni predstavnik, jaz sem Miha Janez, je bil to oče v bistvu.
ki je prvi kontakt naredil s Jankotom, Silvanotom, s pozitivno energijo, začutil neko energijo, da ni pač, govorimo, kot je Janko vedno marsikaj donatorskega, z užitkom to narediti. Tako, kot se to zdaj počutim tukaj, z dobro voljo, neobremenjen. Še posebej, da znate poudariti, pa se zahvaliti za našo pomoč pri teh uslugah. Tehnično pa seveda je bil to izziv, tako kot Silvano, to prepeljati, kot smo prej rekli, iz Črne Gore, s trajektom v Italijo, po celi Italiji, od Škorna do Sežane, pa iz Sežane do Pivke. To seveda bil zahteven projekt za Silvanota, tako tudi za nas, raztovor tega narediti, ker podmornica ima svojo težo, ima 60 ton, čeprav je tehnično, ne. Zato smo porabili 2 avtodvigala. Imeli smo sicer srečo glede upetje te podmornice, ker ima posebno, če vidite tukaj gor na začetku in na koncu dvižna ušesa, ker je tudi v lukah, kjer je ima preizvedena, jo zgrani, ki dajo v morje. Pač podmornica, tako kot smo prej naredili, je bila na tem platoju. Potem pa ponovno se je prevoz ponovil iz platoja zunanjega gorišča do tukaj do vhoda. Tukaj pa smo iskali tovornega vozila od Silvanota postavili na tla in si pripravili posebna transportna kolesa, ker tukaj v tem prostoru je objekt prenizek, da bi strojno tukaj to podmornico vnesli v prostor. S temi specialnimi kolesi in vlečnim vozilom, kot vidite na sliki, smo podmornico mic po mic počasi transportirali v to halo. Kar je super, da je zdaj, da kot je Janko omenil v prostoru in večja varnost je za gledalce, ki lažje vstopajo v podmornico. Tako da, še enkrat je pa da to rekel, da tukaj je bil ta prelomni trenutek, kjer smo se spoznali na XL projektu, bi temu rekel, ker je velika teža. Naslednji XL projekt imajo pa neko skupno tudi tehnično točko, ker bomo kasneje omenil, ker sem zdaj ugotovil. Janko, predajam tebi. Hvala lepa. Ja, ne vem, smo ste vedeti, da te zadeve so vsaj za nas, na drugi strani, kot naročnika, tega zmeraj stresne, ker ne veš, kako to gre, nimaš predstave, kako se pač podmornico vleče po samem paviljonu, ampak zdaj, kot pravijo na dvigu, kot pravijo na centiru, vse se da, tako da res dejansko, ne vem, vsaj za našega vidika, smo pa notranji meja na počet. To partnerstvo je pa tudi veliko pomembno, da oziroma na nekakšnih davčnih inšpektorjev, to ni, da nas niso vprašali za naročilnico naprej in nas genjavili za neki, ker nismo drugi strani javni zavod, pa treba pravi račune pa tako naprej. To je zadnje bilo dobra vojna. Tudi preko velika pripravljenost pomagati pri tem ohranjanju dediščine in zato smo eni in drugim hvaležni. Tudi podmornica je tukaj pač naš glavni eksponat, še zmeraj veliko zanimanje za obisk notranjosti podmornice, ki je v bistvu najbolj pohvaljen del obiska v parku vojaške zgodovine. Na podmorničarski vikend pač vozijo podmorničarji. Če gremo naprej, po teh naših eksponatih, v 2014 smo iz Romunije pripeljali letalo Vultur, Orla, tudi tukaj nam je šel Centir in dvig zelo na roke. Tukaj bo pač večji delež na podjetju Centir, ki je šel kar dvakrat po to letalo. Namreč takoj smo dobili napačne dimenzije letala in zaradi tega nekaj se je kompliciralo z dovoljenji, tako da prvič so prišli tovornjaki prazni, Silvano,
In še v drugem poskusu smo ga dobili in prepeljali, torej lani je bila 10-letnica tega prevoza. Tudi pomemben projekt, takrat prvo tako letalo iz tujine, ki je prišlo, tudi kup zapletov, no, ampak na koncu se je zmeraj dvigali, s svojimi dvigali, je tudi predstavljen in zdaj tudi popolnoma obnovljen. Silvano, takrat je bil res en kup zapletov dol v Romuniji, takrat ste par dni čakali na dovoljenje, da prvič pa ni šlo skozi, ne? Jaz sem dovoljenje vlade, ne od nas. Ja. Mi smo imeli dovoljenje vsega, da ima prijemo do firme. Drugo je bilo odvisno od Romona. In je pač posebej. Ja, je bila neka politična zapejka, takrat politično-administrativne. Zdaj, takrat, ko smo vozili pod Moravco, smo mislim, da smo dosegli vrhunec, po svojih logističnih podvigih, potem pa je bilo leto 2016 pojavila ena skupina železniških ljubiteljev, z idejo, da bi rešili lokomotivo, ki je ležala odvržena v Štanjelu, dejansko v Koprivah. Gre pa za nemško vojaško lokomotivo, Kriegslokomotive iz druge svetovne vojne, in to je prišlo neko opozorilo, gledajte, če jo vi rešili, ste jo boste rešili, če ne bo šla uničena. Vem, da smo šli pogledati z gospodom Francom, takrat z vašim očetom to stvar, kje se zadeve lotiti, in smo se lotili, torej jo najprej pripeljali po železnici, projekli do Pivke, tam razstavili na lokomotivo in tenda, ta dva dela ločili. Moramo vedeti, zdaj pod Moravcem je bila deleč in tako naprej, to je bilo vsega skupaj kilometra in pol tukaj v železniške postaje, pa vendar je to veliko težko 120 ton, tudi na kamionu predstavlja zelo visok tovor. Problem je bil, ker do tega sklopiti železniško omrežje, to je vstal železnico za tisto uro in kup kablov umakniti, in s tem je teklo. Ampak vi ste že vozili kar nekaj lokomotiv, Janez? Vi pa tudi. Hvala za to priložnost. Ja, res smo kar nekaj lokomotiv že predstavljali, dvigovali na različne načine, transportirali pač zato nismo sposobni. Ravno prejšnji teden smo eno predstavili za 10 metrov, sicer lokomotivo na železniški postaji v Litiji. Potrebno je bilo predstaviti tudi rekonstrukcija postaje. Taka kakor je ta, si že povedal, Janka je pa posebna in velika. Ta zahtevala posebno pristop natovora, transporta, raztovora. Jaz mislim, da vse te eksponate XL vsebino se tukaj tudi zahvaljujem, da nam se dali to priložnost, da ste hvaležni za to, kar smo opravili. Mi ne bi spremenili vsa ta leta, vse bi ponovili še enkrat z isto strastjo. In ta strast, ki se je začela od muzeja, pa verjetno tudi se vzhoda župana, države kot take udeleženke. Strast je tista beseda, mislim, da tukaj, če ni prisotna Silvano, zelo besedo, ideja, podmorničevi tukaj. Če ne bi bilo take strasti, ne bi noben od nas tega uspel narediti. Tako da še enkrat se zahvaljujem za to priložnost in hvaležnost. Jaz bi vsaj še nekaj po lokomotivi tehnično povedal, ki se spomnim zdaj. Sprav, kot smo rekli, ta lokomotiva je prišla do postaje po progi, parna lokomotiva, to, ki je še muzejska parna lokomotiva, ki je bila je pošlepala to lokomotivo do Pivke. Prej smo videli, da podmornica ima dvižno ušesa, se pravi, stavbe, veš, z dvema dvigalmi, vsi, veš, ima svoj namen.
Pri lokomotivi pa je bilo pa tukaj problem, kako je vpet s dvigali, da je dabo na prikolico odzivalo, ker nima namenskih ušes. Kjer je bila zgrajena, ne vem, v Nemčiji, med vojno, vedno potuje po šinah, nikoli se ne dviguje v zrak. Tukaj smo imeli kar zaplete, kako to zapet, kako pripet dvigalo in dvigniti lokomotivo. Tukaj smo pa, sreča smo poskočili na pomoč železniški muzej iz Parmove v Ljubljani, so nam posodili posebne traverze, ki jih oni uporabljajo v delavnicah, da so lokomotive servisirane. Tukaj se vidijo, ne? So nam posodili dve take traverze, dolžine 4 metre, ki so še v bistvu nevaljene, še kovane. Se pravi, iz tih cajtov, kot je letnik lokomotive, letnik 42 se mi zdi kovane. In ker so nam oni to posodili, smo bili lažje se potem odločili, kako bomo ta objekt naredili pa zadevo izvedli. Hvala. No, ko je tudi lokomotiva srečno prišla v muzej, danes obnovljen, res ni prav dosti vojaških muzejev v imenu v ponudbi vsega, ker prikazuje obiskovalcem tudi nemško vojaško lokomotivo iz druge svetovne vojne. Mogoče najdaljša razdalja, ko smo vozili kaj prota iz Poljske, Silvano, helikopter, ki je prišel z zamenjavo vojaškega muzeja, ki zamenjal rojen in samohodni top in je prišel iz Poljske po ta helikopter Mi-8. Tukaj ni bilo kakšnih večjih zapletov. To je šlo relativno gladko. Pa vendar predstavlja eno pomembno obogatitev ponudbe tukaj v parku vojaške zgodovine. V novembru se mi zdi, 21, verjetno. Ta helikopter je zdaj obnovljen kot helikopter iz osamosvojitvene vojne, Vrček. To je bil helikopter, ki je zasilil pristol tam v Murski Soboti, pa so ga onesposobili naši fantje in pa tudi pografitirali, napisali Vrček, zato se ga drži še zmeraj, to je njeni kontakt tudi prezentirati. Če smo takrat ob prevozu lokomotive bili pa definitivno prepričani, da se nič velikega težjega ne da več voziti, je pa prišla takrat jeseni 21. leta pobuda, da bi rešili policijski čoln. Policijski čoln v 111 je bil takrat šel v odpis in z ministrstva za notranje zadeve so rekli pač, ali ga vzamete, če ne bo šel najverjetneje v RCS. Gre pa za prvo plovilo preko Republike Slovenije, čoln, ki je skrbel za suverenost našega morja, na nek način izražal to suverenost do našega akvatorija. Čoln, ki je rešil en kup ljudi na morju. Gre za tako robustno plovilo, ki je bilo izplul praktično v vseh razmerah in je rešil en kup teh brodolomcev, če tako rečemo, kakšnih surferjev, ki jih je odneslo nekam. Tako da smo rekli, ja, absolutno gre za plovilo, ki ga skušamo rešiti, ga bomo probali rešiti. Bil je še en tak pomislek, to je gre za policijsko plovilo, mi smo pa v osnovi vojaški muzej. Ampak to, da bo drugače najverjetneje uničen, ali pa da bo nekdo naredil štarijo noter, ga bi devastiral pa pobarval v rozasto, smo rekli, ne, moramo prav. Ampak tukaj smo naleteli na velik problem. Koliko smo ta čoln merili in preračunavali, nižje kot 7 metrov ni šel. In na avtocesto je lahko sam zgolj na omejitev višine 4,5 metra. To je nikakor. In tukaj smo res pot naredili eno skupino Silvano, fantje z Dviga, Komark, smo angažirali logistično podjetje, ki izdeluje tudi te študije poti in
preigrali vse variante, ne. Že skoraj obupali, da ne bo šlo, ne. Ko smo tam pri Divači pa lepo gruntali, da je obvoz čez preko avtoceste, s kjer se lahko izognemo in v podvozu pod avtocesto, ne, in zagrizli v to. Zdaj, kar se mi zdi imenitno pri tem projektu, ne, ki sem na nek način imenil Park vojaške zgodovine, tudi ponosen, je tudi bilo koronsko leto, ne. Mi smo v žepu, v predalu imeli mogoče par tisoč evrov, ki bi lahko investirali v ta projekt, ne. Ampak kakorkoli smo računali, to je dvigniti z morja, Luka Koper, prevozi, eno, drugo, sva soglasja, je to šlo krepko čez 100 000. In da smo uspeli takrat navdušiti vse te akterje, ne. Je več elektropodjetij, več teh skrbnikov omrežja, 2 mednarodna daljnovoda, bi bilo treba sploh, zapor avtoceste. Da smo uspeli vse navdušiti do te mere, da so rekli, ja, gremo v ta projekt, gre za nacionalno pomembno projekt, smo zraven, ne. Torej, eni so nam zaračunali nekaj stroškov, eni nič, ne, šli čisto res sponzorsko. In konec novembra 21 je pa steklo eno nedeljo, ne. Smo ga v soboto naložili v Luki, ne, na kamion in stekel ta prevoz. Treba je bilo prečiti avtocesto, tukaj smo nasedli, ne. Se imamo? Trasa avtoceste je bila naštudirana na milimeter, bi rekel, ne. Razen tukaj so bila vrata za avtocesto, ne, mreža avtoceste, ki da se vrata odprejo, se je pokazal en kuceljček, ne, visok, ne, ampak prikolica je izjemno nizka, ne. Pa tudi zaklito je bil na sredi še tam, kamor se je pač tista vrata zapirala, ne. In tisti je prebilo od spodaj cel kompresor, ja? Ne, zraven, ja. Zapar od zraka. Ja. Samo tako. In tam je šla ena zaporka, ker je odpadla. Hec je bil, ne, seveda, tam je prišel direktor Darsa, pozdravil, ne, pa neke visoke delegacije, vse tam povzdelvečali na ceste, mi smo pač naseli, ne. Tako da je potreba in kup improvizacije, Miha, ti si tam kar aktivno pomagal, ne, skapšal, takrat okrog. Ja, takrat smo sklice še tudi sami spomenuli manjše tovorno vozilo, na katero smo bili pripravljene manjše lesene pragove, ne, da smo založili na teh navstop iz makadama na asfalt, pa na tem mestnem prehodu med pasovni, kjer je Dars odstranil ograjo, mic položili dilce, da smo ta uspetilo čim bolj izenačili, da je Silvano potem počasi prešel to avtocesto. Čez avtocesto smo pa tako, kot smo prej rekli, morali zaradi izogib vseh viaduktov, ki se pojavijo, vseh mostov iz Pograda tukaj, ker je nekje dovoljuje sicer več kot 4,5, ampak naša mera je bila pa, kot smo bili 7 metrov. Zaradi tega se po stranskih cestah vozili, ne pa avtocestih. Ampak na koncu bi rekel, od jutra do mraka, v celodnevnem transportu smo srečno prišli do cilja. Takrat se spomnim, Miha, da smo se pogovarjala, ko se po poti ne skamera, veste, ne? Da se smo smeli 55 zravenski milijon, da so vsaj vidi, ne, da ste del te ekipe. Ampak pa se je izkazalo kot ključno, no, ne, ker takrat sem menil, pač kar nekaj tega lesa samo, no, drugega orodja, ki je pomagalo, da smo tukaj premostili tudi do ceste. Seveda je bil ta prevoz čolna, tukaj skozi vasi, ki smo šli, recimo tukaj po Velenjski dolini, je bil dogodek desetletja, ne. Vse stare mame so s telefoni to slikali, z dnevnih sob so pač ljudje mahali, pozdravljali, ne. S hišnikom Petrom našim sva bila na palubi cel čas, ne. V bistvu edina imava izpit za motorno žabo, ne.
in sva pač rezala veje. En kup vej je bil pač tudi v tem profilu, ki smo ga morali premagati, in pa kup kabel. Kao so vsi višji kot 7 metrov, ampak dejansko ne. To je bil še zadnjič tak večji zalogaj, tudi križišče v Ritenci, pa smo že navdušeni, tukaj cela množica ljudi je počakala, smo pač tik pred mrakom še prišli v park. Zdaj, seveda smo odprli šampanjce tisti dan, veliko veselje in tako naprej, ampak vedeli smo, da nas naslednji dan čaka še nič manjši zalogaj, to je spraviti čoln na zgornji plato. To je v sredo, mislim, da je bil najavljen na Pokli slovesni spust, da pride minister in neka slovesnost v tem koncu tega transportnega projekta. Tako da je že tako je potem v ponedeljek stekla akcija. Najprej smo skrajšali prikolico, zaradi tega transporta. Problem je seveda tukaj skozi park so pač zoprne serpentine. Torej, treba je čoln dvigant, skrajšati prikolico in pot začeti to pot tukaj po samem muzeju. Sicer silno kratka, ampak nam je tudi vzela cel dan. Ne dosti manj pogola iz Kopra, ampak pred mrakom smo spet visečno na zgornjem platoju in tukaj bila pa še slovesnost sredo, ko smo čoln preko slovesno spustili na svoje mesto in je bil tukaj pač postavljen zdaj. Čoln je zdaj tudi ne še popolnoma, vsaj delno obnovljen, in je omogočen tudi obisk notranjosti in tudi predstavlja eno pomembno dopolnitev. Zdaj, seveda, večjega in težjega pa nismo več vozili, to pa ne pomeni, da še zmeraj nekaj ne vozarka, mislim pa tja. To je bil transport helikopterja, del 212, ki ga imamo tudi zadaj z podmornico. Ta je prišel pakiste naveze med policije, ki smo razvili s čolnom in neko navdušenjem nad sodelovanjem, je prišlo veliko, kaj pač bi vzeli še ta helikopter. Zdaj, ne ta veliko v zadnji ga postavljamo, torej helikopter, ta 212 je sicer tehnično legendaren helikopter, ker ima samo 2 kraka elise in tak značilen zvok, ki poznamo v teh filmov iz Vietnama. Ameriški osnovni helikopter, ki je bil pa skoraj 40 let glavna delovna moč slovenske milice, pa policije, vse te policijske akcije, pa tudi en kup reševalnih akcij. Menda je po rešenih življenjih še zmeraj rekorder v Evropi, ker je okrog 2000 ljudi pripeljal iz Splitov z avtomobilskih nesreč, novorojenčkov. Torej, pravzaprav spet govorimo o dediščini, ki je potreba rešiti, in spet ta naša naveza se je lotila tega projekta, helikopter ni bil problem naložiti tam na Vrniku, ni pa bil tak problem preživeti, je bil pa kar podvigal investicij sem noter. Tukaj je bilo že vse polno, mi smo morali umakniti ene tanke ven in ga pakli postaviti na posebne postavke. Ampak zadovoljni, da nam je to uspelo in da je helikopter zdaj rešen. Tudi drugače, ne bom rekel vsak teden, ampak nekajkrat na letu predstavljamo kakšne tanke, marsikaj se spomnimo, pač probamo biti tudi zanimivi za obiskovalce, pa tudi zlepa ne rečemo, da se ponudi priložnost za ohraniti kakšen predmet, kakšno vozilo kulturne dediščine. Ta Hinteč ni od hišne, muzejski eksponat, tako bi doskrbeti trak od našega hišnika. Tako da,
tukaj vidimo gospoda Franca Jeraja, ne, pa transportiramo eno poljsko kuhno, razna vozila, ne. Res, iz te naše naveze, ne, se je mogoče res rodila takrat v Podmornici, je bilo tako drugače rešen in kup nacionalne etnične dediščine. Tudi smo vozili flag iz Pirana, ne, in kot sem rekel, nikdar nam ni bilo še treba pogledati, ali imamo denar, ali smo sposobni zdaj tu plačati, ali nismo, ne, ker je pač javnem zavodu problem, nekaj imaš v proračunu, nekaj nimaš, ne, zmeraj na drugi strani telefona je ena dobra volja, ne. Jaz sicer ponovadi kličem očeta, ne, Franca, in če rečem, da je nekaj za prepeljati, ne, je zmeraj sam kdaj gremo, ne, ni nevrljeno. Operativci, ne? Ja. Se je razvilo ne samo neko partnerstvo, ampak tudi prijateljstvo, ne. Tukaj tudi na lanskem zgodovikendu, ne, smo jih prosili, povabili, da pridejo z enim dvigalom, ne, da se tudi predstavijo, no, kot taki, in so obesili en tank, ki je tam obvladoval prizorišče. Pač, kot sem rekel, tudi, ker se je izkazalo pri transportu Podmornice, ne gre samo za dvig s kamiona, ne, tudi premik po paviljonu, ne, kakorkoli. Dosti ljudi vpraša, saj so še dni v poznem stanju, so tako lepi, ne. Ja, ampak tank, če ga nažgeš vsak mesec, ga ne boš vžgal, ne, pa tudi problem ga vžgati tukaj noter, ne. Torej, običajno pri teh predstavitvah znotraj paviljona je to stvar, ki jo zna in zmore dvigati, ne. Tako da ne vem, Janez, mogoče ti še kaj? Ja, mislim, lepa zgodba, hvala za to. Me pa zanima, kaj pa še stane? Kaj to še ostane, me zanima, lahko pregledamo še eno Podmornico? Veš kaj, Antonov, če pa kaj. Še letalo. To ja, se ne zanimivo, da se kaj prezentacija. Ne bojte se, da boste ostali razdelati. Se že prej omenil, se pravi največji 3XL eksponati, se pravi Podmornica, potem parna lokomotiva s Tenderjem in plovilo policija, ne. Čisto so vsi trije največji eksponati, se pravi, ki so težki od 45 do, mislim, da bomo do 95, to najtežje, ne. Ampak vsi trije eksponati so dolžine 20 metrov. Tukaj nekje so, ne, 19 do 20 vsi trije, ne. Se pravi, to eno 20 metrov teža ni limit. To eno 20 metrov ne bo nastavljen eksponat, mogoče Janko ti že vidiš. Sem želel vprašati. Ja, ne bomo pred kamero, nič ne povedal. Vsi smo pripravljeni. Hvala, držim za besedo. Torej, ja, imamo pač lovke razporejene, ne, širom, ne, Slovenije in seveda širše, ne, po Evropi. Tako da ja, ampak imamo velik izziv je postavitev novega paviljona, ne. Mi smo zelo nabiti tukaj, ne, in župan se sva večkrat na zvezi, prav s tem v zvezi nujno bomo rabili nov paviljon, ki gre res za ogromno dediščine, ki bomo drugače izgubili, ne. In tudi hranjenje zunaj predstavlja problem. Zdaj, če boste pogledali lokomotivo, ne, po teh 8-9 letih se ji to zna, ne, letos bo potrebno jo že barvati, ne, in kar je zunaj predstavlja problem. Dolgoročno, če misliš hraniti kot nacionalna dediščina, ne moreš biti sprejetno. Tako da nas čaka nov paviljon, ne, in takrat, ne, ko se bo zgodil, ne vem, če se bo, pa ko se bo zgodil, ne, bo naše partnerstvo prišlo spet do polnega izraza. Ja, ga bo treba napolniti. Upam, imaš rekvizite že pripravljene. Ja,
Tako, hvala lepa za vašo pozornost. Če imate kakšno vprašanje, ne, ja, posebej bi pozdravil gospoda Rajkota tam zadnji, ne, on je bil šofer kamiona takrat, ki je vozil propeljal pod Morenco, in sem prav vesel, da si je danes vzel čas in prišel sem. Tako, hvala lepa, da ste prišli, hvala za pozornost. Res, če mogoče še kakšno vprašanje na hitro, drugače pa se moramo približno držati ure, namreč ob 3 bo poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan obiskovalce popeljal gor na strehi nad nami in razstavo o civilni zaščiti, ki smo postavili tam pred dobrim mesecem in pol. Gospod Srečko je napisal večji del podnapisov in tako naprej. Sploh je ena oseba, ki zaznamuje ta slovenski prostor, tako da smo veseli, da se odzval našemu vabilu in da bo obiskovalce pripeljal v razstavo. Tako, če je mogoče še kakšno vprašanje, župan, ki je za konec. Vidite, ne vprašanje, ampak Silvano, vem, kaj nam je bilo upreden tak velik eksponat. Ampak je leto nazaj so nam Rusi ponujali res en avion, vidite je važno tega. In mogoče, da se ne smo v bistvu zapeljali, mogoče da bi še račun zdaj stavljali. Tako da, ja, definitivno je še uspešen izziv, tudi se zdi, da več od mene je pomembno sam Jankom, ampak je držim pesti naprej. Hvala lepa. Ne velja pa aplavz, zdaj mislim za vse nas. Res, hvala lepa, da ste bili z nami. Vam želim še teh par ur podmorničarskega vikenda, da bi si ogledali kaj, kar vam ustreza, kar vam paše. Zdaj smo res posebej vabili zdaj na to razstavo ob šov tek. Hvala lepa. Lepa še enkrat.